ta njen kandidat se je tako primerno pisal v tej funkciji, da je rob, ne? Rob. Ja. Tako se tudi počutimo, ko tisti, ki smo prisiljeni uporabljati evro, pa imamo vsak dan manj, kot da bi bil nekje zadaj nek rob. Ne? Mogoče pa res? Ja. In pri nas so ga prav predlagali uradno, rob. Da bi poropil. Ja. Pa zaenkrat še ni poropil. Ne, nas ni še dodatno poropil. Je bil prevelik rob, preveč očiten. To je oddaja Na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, vprašaj najo in posnela bova odgovor. Vprašanje pošli na info@decrypt.com oziroma info@dakript.com. Živa. Živa, David. Kako je bilo čez nov let? Pa v redu, malo sva si odpočila. Res je, ja. Bitcoin je tudi si malo odpočil, ne? Nikaj veliko skakal gor pa dol. Ne, nič. Nismo še prišli do novih rekordov, a smo? Pa ne, mislim, da ne. Ne, ok. A veš, kaj smo imeli zadnje 3 epizode, ko smo imela gosta Aljaža. Ja. Pa smo povedali o tem, kako je to nov način, da lahko uporabniki direktno pošiljajo denar, če vidijo vrednost v tem, kar ljudje delajo. No, in so uporabniki poslali 8618 satošijev, ki so jih poslala Aljažu. Vsem darovalcem hvala lepa. To je bilo v epizodi o Nostru, ne? O Nostru, o Lightningu in o državi. Točno. Svoboda govora. Se res. Pa pozabo, ne, ker je že dolgo nazaj. Ja. No, in evo, Aljaž, to je tudi zahvala tebi za te 3 epizode. Daj povej mi, že dolgo nisva govorila o strojnih denarnicah. V začetku, v prvih epizodah sva kar nekaj zadev o tem povedala, kaj lahko uporabijo, kjer se nam zdijo boljše ali pa kjer imajo neke prednosti, slabosti. Kaj pa prihaja zdaj v 2025? Prva je že prišla, to je Jade Plus. Kdor pozna Jade, zdaj se imenuje ta Jade Classic, to je od Blockstreama taka zelo majhna denarnica, je dobila naslednico, ki ima večji zaslon, ima 2 tipki namesto tistega joggerja oziroma veš gumbka, ki si ga tako na federček, ja, na špono v eno ali pa drugo smer. V bistvu si igral malo igrca. Tako, ja. No, zdaj imaš pa tako kot pri Ledgerju ali pa Trezorju 2 gumba. Naprej, mislim levo, desno, pa gumb za potrditev, pa bistveno večji zaslon in kar je še meni kar všeč, ima kovinsko hišje lahko. To si že probal? Nisem še probal, bo pa je do konca tega meseca že v Sloveniji, na Bitcoin Shopu verjetno, ne? No, super. Kaj še kaj drugega? Prihaja še Passport Prime, kdor pozna Foundation Devices in njihov Passport. To je tako, kaj je telefona, ne? Sta Nokia, ja. Lušten. No, naslednik je Passport Prime, ki ni samo strojna denarnica, ampak je cela platforma. Namreč na njej bodo lahko tekle tudi aplikacije, ki jih ne naredi Foundation Devices, ampak v sodelovanju z njimi bova lahko midva naložila gor, ne vem, platformo na konju, kjer bomo izmenjevali Solano ali kaj že neki. Solato? Solato, radič, pa tak. No, v glavnem, to je denarnica, ki je zasnovana kot platforma, ima velik zaslon kot smartphone zgleda, želi služiti kot pravi passport, se pravi, imaš gor svoje ID, certifikate, NFC, povezava bo služila za dvofaktorsko autentikacijo in ne obljubljajo aplikacije, ki niso samo Bitcoin only, pazi to, ampak hkrati so oni ostajajo Bitcoin only firma, ki bodo samo ponudili ven hardware za kakršno koli aplikacijo, ki potrebuje neko podpisovanje ali dokazovanje identitete. To je prav zanimivo. Skratka, s tem tudi želijo, ker Bitcoin only firme se težko preživijo, drži. Ja. In verjetno je to en korak v to smer, da bodo na ta način lažje preživeli. Glavni razlog, da bodo preživeli in seveda, da bodo oni svoje Bitcoin produkte razvijali naprej. To denarnico pa hkrati prodajajo tudi tistim, ki ne varujejo samo Bitcoina, tako kot mi dva. Je pa
bo to dražji produkt, cenejši produkt? Pa sploh ne bo tako drag. Oni so postavili ceno v Ameriki $300, se pravi, glede na slab tečaj, zdaj bo verjetno tukaj imel več. Moramo vedeti, da če ga zdaj v Ameriki kupimo za $300, moramo plačati DDV. Hvala državi. Torej, tam nekje bo tudi prenesene. 300 pa davk, se pravi, nekih 360. Bomo videli, kakšen bo dolar, ne? David, kakšno je bilo leto 2024 zate kot bitcoinerja? Kako vidiš napredek Bitcoina, Bitcoin v Sloveniji, Bitcoin zate? Bitcoin zame, kako gledam 24? Glede na to, da seveda je naša želja, da bi več ljudem približali to vsebino, se mi zdi, da smo do neke mere uspeli. Da so se ljudje začeli malo bolj zanimati, kot pretekli 2 leti, recimo, da sprašujejo več. V tem letu me veseli, da smo dobili tudi več slovenskih prevodov knjig o Bitcoinu, prek Bitcoin knjižnice. Tako da to absolutno je super. Knjižni sejem, tudi tam je bil feedback, kot sem ga videl, dober. Nice HashX konferenca, ne? Prva Bitcoin konferenca, ja, v Sloveniji, tudi super dogodek. Kaj še bilo ta zdaj? Prva taka resna velika, to drži. Ampak zanj sem videl en post, se je nekdo hvalil, mislim, da gospod Jure Pirc, prvi predsednik Bitcoin društva, je on že enkrat organiziral. Ampak večjo? Ne večjo, ampak zelo majhno, ampak ne vem koliko, 10 let nazaj. Tako da rečemo prva velika Bitcoin konferenca. Okay. Na HashX je bilo tudi kar nekaj vsebine, ne? Yep. In lahko napoveva, da bo prijatelje podcasta na Coinu, ki so imeli predstavitve, govore na tej konferenci, tudi objavljena na enem kanalu in da lahko zelo hitro pričakujejo najni poslušalci kar velik vsebine, tudi video, ne? Ja, drži. Tako da dajte pogledati. Kar nekaj zanimivih tem. Boste lahko videli in slišali. V Sloveniji se je zgodila še ena korenita tektonska sprememba. Pojavil se je podcast na Coinu. Ja. Da. No, imaš prav, vidiš. Je več pozitivnih stvari. Tako, če celoti največjih slovenskih bank, če profesori ekonomske fakultete za znanost in še bolj umetnost ne razumejo Bitcoina, imajo ljudje danes poslušati slovenski podcast, ne? Res, imaš prav. Ja. Mogoče pa je bil velik korak. Je bil, seveda bil. Ja. Tektonski. Ogromen. Majhen korak za najo, ampak velik korak za slovenstvo. Ne? Tako. No, želel bi si, da bi več ljudi pokazali zanimanje. Očitno nismo dovolj, ali ne provociramo dovolj, ali ne govorimo o pravih stvari. Nič ne polneva, si opazil. Nobene več ali manj, ja. Pni, nobene besede na pa ne govoriva o ceni, ne? To misliš, da je tudi problem, ne? No, ampak to moramo kar razočarati vse, ki bi tradali. Midva ne bova tega počela, ker odsvetujeva trading, sploh pa dnevni trading. Trgovanje je poklic, ki zahteva posebne znanja, zahteva popolno pozornost, ker tekmujemo z tako računalniki kot zelo usposobljenimi ljudmi. In mi večinoma to nismo, ne? Ker hodimo v neke službe, se nekaj trudimo na drugih področjih, tako da o tem po mojem ne bova govorila. Ne bova začel tradati. Jaz ne. Jaz sem probal. En zelo kratek čas pa sem se naučil, da to ni za mene. Sem se jaz tudi zelo hitro naučil. Ja. No, ampak te ljudje, ki jih začne zanimati, naprimer, ki jih zbudiš zanimanje za Bitcoin, vsaj v prvi fazi jih premam še kakšni shitcoini in pol tudi seveda ta del s tradingom, kjer mislijo, da bojo pametnejši kot pa celoten trg, kot vsi ostali. In enostavno morajo poskusiti. No? In to mi je ena stvar, naprimer, ki me je razočarala, da ljudem, ki jim vse to že vnaprej poveš večkrat, pa se ti zdi, da razumejo, naredijo to. Očitno morajo sami vse to narediti, izkusiti in se naučiti.
Se mora tudi otrok se dotakniti šporgeta, da ve, da peče. No, ja, in to je to. Mogoče mi je to bila ena taka stvar, no, v tem letu, ki sem mislil, da... Drugač pa dobro, ne? Drugač pa super. Ja. Veliko smo naredili. Se moramo zahvaliti še enkrat vsem gostom, ki so si vzeli cajt, pa prišli v najno oddajo. Jaz mislim, da en razlog, da sva se midva odločila za ta podcast, je tudi to, da se dejansko kaj več naučiva v Bitcoinu, da sva prisiljena bolj podrobno spremljati dogajanje in tudi to sva si uresničila. Ne? Se pravi, če ne znam, bom pa učil, sva nekako dejala in zdaj ima več znava, ker če hočeš komu kaj povedati, moraš kaj preveriti, prebrati, razumeti več, da se potem sliši to tako enostavno kot iz Davidovih usta. Ne? Ne. Gremo še ven Slovenije, še to, kaj komentirala? Lahko. Čist na kratko. Ameriške volitve, Trump, Bitcoin, to mi najprej pride na pamet. Ja, in Evropa in cenzura vsega, prepoved, vse je treba identificirati, vsi so tatovi, prevaranti in tako naprej. Ta žalostna stran komunistične partije Evrope. Ja. Pizda, veš, to je pa treba, klej pa treba zaklepati. Pizda, ne? Ja. To pa je en kolega, ki govori tudi pizda, ne? Ja. Ne. To, se pravi, je bilo kar nekaj stvari pozitivnih, politika je pograbila Bitcoin kot temo, nimam pa glih dobrih občutkov, kaj bo politiki s tem naredili, se pravi, lahko veliko so govorili. To je izkušenj. Predvsem govorim za ZDA, v Evropi pa, kakor vidimo, bomo prej zregulirali vse, preden bomo karkoli lahko naredili, kar pomeni, da s tem se ščitijo obstoječi sistemi, bančni in tudi ostali, ki so preheftani na to. Svetu, če so že stanje Bitcoinem v svetu, še enkrat, če so že pri stanju Bitcoina po svetu, kar v nekih državah so začeli govoriti o rodarjenju Bitcoina, se pravi pridobivanju Bitcoina preko rodarjenja, govoriti o strateških rezervah, katerih del bi bil tudi Bitcoin, kar veliko se je premaknil. Premaknil se je, ampak kaj to za nas kot Bitcoinerje pomeni? Nič kaj prav veliko. A res dobro, da država ima rezerve, oziroma drži Bitcoin? Je dober, ni dober? Zakaj je to za nas dober, ker že držimo Bitcoin? Ja, pač cena gre gor, ne? Dobar, cena to je pač to je pač ena stvar, ne? Ampak dobro je že za to adopcijo, se pravi več ljudi v različnih sferah sliši za to, drži. Začne koncu čez nekaj let, čez neko obdobje uporabljati. Torej imamo spet z nekom možnost menjati vrednost, ki jo prej nismo imeli, to je dobro. To drži. Ampak čim je država vpletena v to, država hoče imeti nadzor, pomeni, da vse transakcije hoče kontrolirati, kar se je v Evropi praktično že zgodil z novim letom. Vse transakcije, vse firme, ki se ukvarjajo z denarnico. Tako na hitrco. V bistvu bo pravila, ki so prej veljala za banke in prenos denarja preko bank, zdaj veljala tudi za prenos digitalnih sredstev. To pomeni, da bo treba za vsako transakcijo, ki bo narejena, bo mogla država vedeti, kdo je lastnik denarnice. Kdo prenaša sredstva. Na obeh koncih, se pravi pošiljatelj in prejemnik. Ja, seveda. Kamor, travel rule, govori o tem, da je treba poznati obe strani. Povedati pa moramo tudi, da to velja za vsako sodelovanje posameznika z neko firmo. Med posamezniki. Trenutno ja. Na srečo tega še ni. Ampak Evropska unija pridno dela na tem, da bo želela tudi lastniške denarnice nekako prisiliti v to, da pa to pa ne bo šlo. Mislim, mi ne bomo to dovolili, seveda bomo pač izmenjevali vrednost od enega do drugega, ampak želja bo, še dodatno bojo omejili dostope. Kurci gleda. Pizda.
Tako da, ja, še ta stvar, mogoče, ki si rekel, čez dalje več držav vidi, da je rudarjenje prinaša pozitivne učinke. Glih, videl sem prebral novico, da v Etiopiji, nekdo si misli v Etiopiji, rudarijo Bitcoin in da je 0,1% približen, sam trenutek, 1,5% globalnega Bitcoin hash rate, pomeni procesorske moči, ki rudari, je iz Etiopije. Kar je veliko. Ampak to je neka kitajska firma, ne? Nisem šel gledat, kaj je zadnji, ampak ja, Kitajci, Bitmining. Etiopija očitno to dovoli. Drži, se pravi, ima tudi nekaj od tega, s tem in verjetno energijo, ki bi šla neizkoriščena, ki bi šla v nič, so prodali očitno Kitajcem pa za to nekaj plača, ne? Se pravi, imajo oboje korist. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si ali www.bitcoin-shop.si. Je bilo to še lani ali je bilo letos, ko je Putin izjavil, da je Bitcoin neustavljiv in da ga nihče ne more premagati? To je bilo lani. Ja, se pravi, vse te sankcije, ki so jih uvedli proti Rusiji, je bil njegov komentar pa enkrat nekako mimo tega in je omenil, Bitcoin ne moreš ustaviti. To, kar mi ste govorili, že dolgo, ne? No, če se je Putin naučil, se bo še kdo verjetno. Ja. Vsi tisti, ki so ta veliki playerji, ki so v finančnem sistemu, to že vejo. Tudi če govorijo drugače. Vse se premika. Se premika, sami mi bi radi, da se hitreje premakne. Po drugi strani pa to ni dobro, da se hitreje premakne, ker bomo za nas dlje časa. Vse stvari rabijo nek svoj balans, neko ravnoteže in enkrat se premakne kugla na eno stran, tehnice na to na drugo. Bomo že prišli mi na svoj račun. No, zdaj gledamo po prihodnost. Kaj pa ti misliš, da bo v letu 2025, če pustiva ceno? Kako se bo odvijalo to naprej? Bo več držav skušalo rudariti Bitcoin? Ja. Bo v resnici več držav dal Bitcoin v svoje rezerve, bilančne? Verjetno bo kakšna izmed večjih držav začela kupovati Bitcoin. Zdaj. Kako ocenjuješ verjetnost, da bi še nekdo ponovil to, kar je naredil Salvador, se pravi, da bi sprejel Bitcoin kot plačilno sredstvo? To v bistvu se na nek način že dogaja z raznimi pilotnimi projekti. Ne kot država, kot taka, ne? Ampak na nekem območju. In to malo, naprimer, prebral sem Phuket, ne? Tajska. Imajo projekt, kjer bi Bitcoin sprejemali, in sicer predvsem zaradi turistov, pa da bi ostali v koraku s časom, z novo tehnologijo. Tako da Tajska je sprejela to. Kar mene moti, je to, da želijo pa vse transakcije kontrolirati. Pomeni, da boš ti mogoče v šhotu plačevati z Bitcoinom, boš mogel se identificirati. Naslednjič, ko bom imela rubriko koliko to stane, naredila še en pregled storitev v tajskih bahtih v Phuketu. To bo zanimivo. Ja. To zna biti zanimivo. To ne pozabite poslušati. Kje smo stala? Pri bahtih. Pri bahtih. Tajski. Ja. Če bo še drugi. Jaz mislim, da iste poti, ki jo je Salvador ubral, jo bojo težko. Mogoče kakšen od tam majhnih, ki ima to možnost, ki ni toliko upet pa pomemben v mednarodnih vodah, da to lahko izvede. Je Bhutan kandidat? Bhutan, ja. Zakaj se ne spomnim Bhutan? Zato, ker majna in ima že
veliko bitcoina, ne vem pa, ali ima to že kot plačilno sredstvo uzakonjeno. Ne, mislim, da ne. Očitno ne. Če je on premalo vpet v te, ali pa če je premalo zakreditiran, tako, to bi lahko nekdo pogledal, koliko je kdo zakreditiran v IMF-u. Ja? Se to vidi, to objavljajo, lažejo. A veš, da sem glih danes tudi prebral o tem, koliko je Argentina se dodatno zadolžila, oziroma koliko denarja je natiskala, odkar je Milei prevzel. Tako da deva to mogoče za naslednjo epizodo pogledati. Ampak ja, statistika je. In ta je sicer v Argentini, ni bila od IMF-a, ampak sigurno IMF tudi objavlja kakšne stvari. Koliko pa lahko temu zaupamo, pa ja. No, prav, mislim, da bi bilo za adopcijo ali pa za reklamo Bitcoina res dobro, če bi še kakšna država to sprejela kot uradno plačilno sredstvo, ker bi potem lahko pri menjavi Bitcoina in evra pri davčni napovedi vedno se skliceval na to, da menjaš valuto za valuto, kar pa ni obdavčeno nikjer na svetu. Vsaj mislim si. Pri nas zagotovo ne. In to bi zelo pomagali. Že da, se zna to zgoditi. Predvsem kot plačilno sredstvo, da bodo rušili dolar. Jaz mislim, da bojo kakšne zvezne države naredile ta korak. Plačevanje davkov ali pa kakšne za kakšno stvar, ne pa da bodo za plačilno sredstvo Bitcoin legalizirali. To pa se mi zdi, da bi bilo strel v koleno v glih Ameriki. No, zakaj? Ker so preveč ponosni. Mislim, po drugi strani, če hočejo rezerve, Bitcoin rezerve oblikovati, ne? Zakaj ga ne bi tu na ta način dobili? Mislim, jaz mislim, da preveč ošibijo dolar in svojo vlogo v svetu, če bi to naredili. Bitcoin je še zmeraj tako majhen, da ne vem, koliko bo vplival na vlogo dolarja. Dolar bo ostal globalna valuta, ker drugi nimajo alternative. Tudi BRICS, ki je začel s tem neko košarico valuta, karkoli bo že na koncu ven iz tega padal. Treba se zavedati, da je tam v zadnji kar nekaj držav, ta velikih, ki bojo težko se poenotile, kako bo zadeva delala. Oziroma, koliko bo kdo dal, pa kaj bo. To pomeni, da bi se nekdo mogel odpovedati svoje valuti, kar se pa ne želijo. Ne? Absolutno si ne želijo. Ne? Kljub temu, da bo zadko, ne vem, jaz se mi zdi, tudi če ZDA naredi ta korak, ali pa zvezne države v ZDA, kakšna izmed njih, da to ne bo nič slab za dolar. Dolar bo ostal prva valuta in vse ostale bojo prej propadle. Tako da se bojo zlile v dolar. No, recimo, kar pa naj jo zanima pa je, ali bo to dobro za Bitcoin ali ne. To bo zelo dobro. Za Bitcoin bo vse dobro. Ne? Zdaj, mogoče kakšna zadeva kratkoročno ne bo dobra v smislu cene, ampak če bo cena šla mogoče kaj zanihana navzdol, super, bomo lahko kupili več. Ja. Tako da vse je dobrodošlo. No, ko pa govoriva o nakupu prodaji Bitcoina, prišla je novica ven, da misli Amerika prodati zasežene Bitcoine iz zadeve Silk Road. Ja. Pred kratkim, to je bilo tudi lani, Nemčija je prodala 50,000 Bitcoinov. Tako. In je do danes izgubila že koliko milijard? Kar nekaj. Ne vem koliko milijard, ampak zdaj mislim, da cena približno enih 80-90% više, kot je bila takrat, ko so oni prodali. No in kako ocenjuješ to odločitev o prodaji? Misliš, da je to politična pred nagajanje Trumpu? Ja, zelo verjetno je to nagajanje Trumpu, glede na to, da to že imajo in si na nek način lastijo. Jaz sem si predstavljal, da bojo to samo konvertirali in rekli, to so naše Bitcoin rezerve. Ne? Tako da ja. Misliš, ne poznam pa toliko primera, pa ne. Misliš, že piše neko sporočilo temu Rossu Ulbrichtu, da ga ne bo ven, oziroma vsem privržencem, ki ga želijo osvoboditi? Ja, mogoče, ne. Se pravi, zdaj ga skozi so bili pozivi, da je kazen, ki jo je dobil, bila previsoka, predvsem pa mogoče tudi celo če malo povedati, ni bila. Za koga gre pa? Ross Ulbricht je ustanovil Silk Road, se pravi na temnem spletu je prodajal kaj vse. Ne vem, če on prodaja, on je pač platformo naredil, to je kot Bauha, na primer. Ne? In je na njem sprejemal bitcoine,
seveda tudi služil bitcoine prek te storitve. Ker storitev ni bila legalna, so ga aretirali, denar zasegali, to je teh danes 6,5 bilijona dolarjev bitcoinov oziroma skoraj 70 tisoč bitcoinov. Fant je dobil koliko? 4 življenja plus 40 let. Stvari, ne? Nekaj nenormalno dolgo zaporno kazen, ki jo odslužuje tudi v samici. Mislim, kar težek zapor, ni to nek prosti izhod. In ogromno nekih privržencev, pa ne samo Bitcoina, tudi deležencev Silk Roada, pa poznavalcev razmer, tudi sodnih razmer v Združeni državi, ocenjuje, da je kazen, ki jo je prejel, nesorazmerno visoka. Ja. No, in Trump je obljubil, da ga bo prvi dan svojega predsedovanja pomilostil. Zdaj pa trenutna administracija s to Kamelo, podpredsednico in podobnimi, želijo prodati teh 70 tisoč bitcoinov in imajo čas še do 20. januarja. Upam, da je ne bo uspel, ampak signal je že dan na trg. Ja, sicer to je bila pač neka odločitev sodišča, ne? Da lahko prodajo, zdaj ga bomo videli. Kakor sem bral, rabijo še neke dodatne potrditve, zdaj bo to ratalo ali ne, in ali je to nekak signal tudi Rosu, bomo videli. Ne? Ja, malo špekulirati, kako hitro lahko to seller pokup. Ja, jaz mislim, da se že meni z njimi. Tako da 3 dni. 3 tranše pokup, ja. 3 dni. Mislim, da je danes glih napovedal. Koliko spet? Dodatnih, ne samo dal je signal, da bo dodaten nakup. Tako da ja. Ja, no, torej, če to pljune na trg, bo ceno zagotovo zanihal, kolikor jo že napoved ni, ne? Ja, ampak to je komi 0,3% v bistvu količine. Signal je velik, sporočilo je veliko. Ja, ok. Tako pripravite se, mogoče treba kupiti. Ja, kaj pocenskega. Kaj pa v Evropi? Ja, zasledil sem, da je guverner Češke centralne banke rekel, da razmišlja o Bitcoinu. To pomeni, da razmišlja? Ja, to me je, mislim, da me presenetilo, ne. Veliko ljudi drugače razmišlja o tem. Ampak mogoče pa zato Nataša ne more enega najti, ki bi razmišljal, ker ta njen kandidat se je tako primerno pisal v tej funkciji, da veš, rob, ne? Rob. Ja. Tako se tudi počutimo, ko tisti, ki smo prisiljeni uporabljati evro, pa imamo vsak dan manj, neko da bi bil nekje zadaj nek rob, ne? Mogoče pa res? Ja. In pri nas so ga prav predlagali uradno, rob. Da bi poropil. Ja. Pa zaenkrat še ni poropil. Ne, nas ni še dodatno poropil. Je bil prevelik rob, preveč očiten. Že v preteklih letih, ko je bil na položaju. No in Čehi, kaj prav zdaj počnejo? Razmišljajo o tem, da bi lahko Bitcoin uporabljali tudi kot del, kot zdaj uporabljajo zlato, ne? Kot neki sigurnega, so začeli razmišljati tudi o Bitcoinu. Zdaj bojo to naredili ali ne, bomo videli, ampak že to, da signal, da so začeli razmišljati, je pozitiven. Kvasti en Čeh, bo zdaj postala pohvala, ne? Kvasti en Čeh. To bo zdaj, koliko si ti kula, ne? Pismo, ja. Si predstavljaš? Začeli bomo nositi vsi sandale pa bele štumfe. Kvasti en Čeh, ne? Kvasti en Čeh na coinu. Lahko, ja, na coinu, prav. A hudi že imate? Ne? No, 2 hudija sta na voljo po simbolni ceni 99 švedskih kron. Ali bahte malo, ali pa malo. Bahte. No, glavnem res 2 hudija velikosti, koliko? M minus. M minus, ja. Če ve kdo kandidat, naj se javi na info@decrypt.com. Pojva naprej. No, še ko smo pri Češki, povedati moramo, da je prva strojna denarnica prišla iz Češke. In je tudi se Češko uporabljala? Ali? Ne, kar prežela je, tako da je tako ena taka škoda. A se prav spomnim, to je Trezor. Trezor, tako je. Okay. Kar dobro dela, kar priporočljiva denarnica. Ja. Ti si en Čeh, je zdaj pohvala, od zdaj naprej. No, ampak to mora res nek hudi narediti. Ja. Narediti tega. A pa kapo. Kvasti. A bi vi kaj kupili, kakšen ta material?
Bilo zanimivo, kaj ta zgometi. Kapco na kojnu, majico na kojnu, hudi na kojnu, žogo na kojnu, Recimo. sedlo. Dajte nam malo povedati, a sva že prej govorila o tem, a vam je všeč, kar delava, a pogrešate kaj, sva preveč zakomplicirala stvari, a je treba poenostaviti, pogrešate kakšno temo. Dajte nam malo pomagati, dajte nam povedati, kaj. Med novoletnimi prazniki dobila en odziv poslušalca Uroša, ki je rekel, da naj zelo rad posluša. Skritiziral je najne mikrofone, mogoče je to res. To je prav, ja. Ampak je rekel, da pa bolj slabo razume tematiko. Kar nama ni všeč, ker hoče, da tisto, kar poveva, da je vsaj razumljiv, ker če ne, je vse brez veze. In zato potrebujeva kakšno vprašanje, kakšno pojasnilo in vesela sva tudi negativnega odziva. Da, tako da dajte nam povedati. No? Pošljite, komentirajte na Twitterju ali na Nostru ali na kjerkoli. Bojo vesela. Da narediva boljše stvari. Pa naprej. Pred časom je Telegram, oziroma tako bom začel, ustanovitelja in direktorja Telegrama so malo zaprli. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev przajte. Mama, ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Pa ti rabš očala, se mi zdi. David, omenil si, da so Telegramovega CEO-ta in ustanovitelja zaprli. Potem so ga malo žgečkali pod pajsko in jim je mogel nekaj obljubiti, ker so ga spustili. Ja, on je obljubil, da bo kljub temu, da bo skrbel za zasebnost uporabnikov, in je pa še mal dodatno obljubil, da pa ne bo čist res tako, ne, da bo malo razkril tisto, kar bojo rekli. Tako da, ja, oblastem v ZDA je Telegram v 2024 izročil podatke 2200 uporabnikov. Se pravi, če mislite, da je Telegram zaseben, ne, pač vse, kar pišete, vse, kar delate, se beleži in potem na zahtevo oblasti se to deli. Zdaj, toliko jih je bilo v ZDA, koliko jih je bilo pa po vseh drugih državah, pa ne vemo. Tako da za kakšne bolj zasebne bi lahko to programe delala, pa bi malo na temo zasebnosti navedla in testirala različne chat programe, kot so, ne vem, Session, kaj so Kit, Simplex, tako bravo. OXChat, tudi Signal. Signal, ja. Če naredimo račun brez telefonske Krčmarja. Ja. Tako. No, evo, enkrat bova še to šla čez. Ja. Če gremo naprej v Rusijo, oni so pa prodali več kot 1000 bitcoinov, ne? Imajo tudi en primer sodni, kjer je šlo za neko korupcijo, kjer je pod vprašajem 1000 bitcoinov, ki so jih dali na trg in jih prodali. Tako da, zakaj to delajo, ne vem, ne? Isto je bilo prej, ko smo govorili o ZDA. Ko so te casey, a to pomeni, da morajo po zakonu prodati, pa pač poplačati tistega, kogar morajo poplačati, ali zakaj to delajo, ne? Kaj isto bi lahko v Rusiji naredili zdaj, ne? Pač država bi to vzela in rekla, to so naše bitcoin rezerve, ne? Če bi to želela. To so nekega Marata Tambijeva ujeli. Kaj to pomeni? Je on že padel čez balkon ali še bo padel čez balkon? Če še ni, pa že bo, leti, a ne? Ja. Ravno v zraku. Greva v Salvador, oziroma iz Švice v Salvador. Tether seli svoj sedež v Salvador. Ja, zanimivo, ne? Tether je kar zelo pomemben rad zdaj. On drži, poleg tega, da je pač izdajatelj Tethera, torej dolarja, tako. Drži tudi, zdaj lahko da malo falim, ampak da je tam nekaj okrog 15. mesta največji
največja entiteta, ki drži ameriške obveznice, oziroma dolg njihov. Tako da je zelo pomemben tudi za ZDA. Ne? Zanimivo, da je šel v Salvador. Ne? Čisto si razlagam, ker je tam okolje, ki je njim prijazno, ki je predvidljivo, dolgoročno. In do zdaj, kar so pokazali, lahko rečemo, da so tudi bitcoinari. No? No, tudi oni tudi oblikujejo. Kar nekaj, ne? Ker ogromen sklad bitcoina imajo. Ja. No, te dni pa je minila tudi ena zanimiva obletnica, najprej 3. januarja, potem 12. januarja. Ja, za 12. januarja vem, kaj je pa 3. 3. januarja 2009 je stric Satoshi začel rudariti in temu dnevu zdaj rečemo Proof of Keys Day. Potem je pa rabu 11 dni, se pravi, dober teden, da najdu nekoga, ki mu je naredil... Če reč 9 dni, ne? Ja. 9 dni, dobro. Ja. Kaj pa je to? Da je najdel enega, ki mu je poslal bitcoina, ne? Ki ga je nasral, ne? Ki ga je nasral. Ja. Tegnil je Hala Finija, Tako. mu poturil 10 bitcoinov. In revež je mogel to sprejeti. Tudi pico ni bilo to, ne? In to je prva transakcija znana, ne? Neki osebi. Halfini je bil pa kriptograf, matematik, zelo pomemben na začetku bitcoina, ne? Sodeloval s Satošijem. Nekateri so celo rekli, da je on Satoshi. Ampak to zdaj njegova žena tudi uspešno nekako, ne da demantira, ampak predstavlja njegovo delo, njegovo vlogo. Ja. In se mi zdi, da je razvidno, da ni to Satoshi. Ne? Ja. Je pa samo prvi prejemnik bitcoinov od Drži. Satoshija. Drži. Zelo je znan po tisti objavi na Twitterju Running Bitcoin, ko je objavil svojo sliko, ko teče na maratonu, bil je tudi tekač. Sporočil pa je, da mu laufa nota, ne? Tako, prav, da poganja kodo bitcoina. Tako, vozlišče, s katerim preverja pravila v bitcoinu mrežja, ne? Okay. To je bilo dobro, da bi vsak vedel, kako to dela. Enkrat zagnal, da bi spoznal. Bo to obdelala. Ni težko, to lahko rečeva. Bo pa kar nekaj vsebine pripravila v kratkem, in sicer iz konference NiceHashX, ki sva je delala toliko reklame, so nama dovolili, da bova objavila lahko videe vseh naših gostov in prijateljev, ki so predavali na slovenskem odru NiceHashX konference. Če boste zelo navdušeni, pa če naj boste zelo za rokav cukali, bo še kakšnega angleškega. In lahko na najnem kanalu si obetate tudi video vsebine. Tam bo kar nekaj tudi za naučice. Ja, tako da kmalu po tej epizodi prijajo tudi te videi. Ne spregledajte. Tako da ostanite na coinu. Tako je, ihaha.